Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Danes gostimo v našem studiu ponovno zelo globoko in karizmatično sogovornico dr. Vesno Vilar. Zase pravi, da je plesalka po oblakih realnosti. Je nebo in oblaki sami. Pričuje sestavljanju in razstavljanju ujetih slik in razpiranj. Je kot peščena mandala v vetru. Neskončno ljubljenje med manifestiranim in nemanifestiranim. Vse in nič. Včasih uspe zabeležiti ujete inserte neskončnega potovanja v poezijo, ki prenaša najlažje tudi tisto, kar je izza besed. Prisrčno in hvaležno pozdravljam v našem studiu dr. Vesno Vilar. Vesna, živja. Lep pozdrav, Dejan. Kako si? Pestro. Sam in nisem. Si nisi, evo, gled to, ne, sva dala tudi nekako to temo najne oddaje, ne, kako v bistvu zdaj plavamo v tem, ne, oceanu vsega, kar je, ne, ta peščena mandala, mogoče kar s tem začneva. Kaj si mislila s tem? Kaj to pomeni? To je, a veš, zanimivo je prišla prav taka prispodoba, občutek je, kot da čez tebe veter piha, ne, in vse sprot razstavlja. In se te vzorci čudoviti življenja skozi rišajo, krasni vzorci, ne glede na to, so boleči, ekstatični, ampak od zadaj skozi piha veter in vse v trenutku razstavi, da so lahko spet novi vzorci, ne, v bistvu en tak paradoks obojga, ne, tega vetra, te praznine, ne, in vsega tega življenja, ki brbuta. Je pa glih zanimivo, moram to povedati. Danes sem malo kontemplirala in sem pol razmišljala, kaj je to trenutek, ne. In me je tako udaralo, da mogoče zanimiv koncept sploh kot trenutek, in sem ugotovila, da je to samo večnost v gibanju. Da trenutek si naš predstavlja, da je pa tako, pa tako, pa tako, v resnici je to samo gibanje večnosti. In pol je še en obraz večnosti, ki je negibana, ne. In to je to, oboje in vse hkrati, ne. To je noro, ne. Ta realnost, kako se kaže, ne, v bistvu, kako v bistvu ali lahko nekaj zuma vidiš, preko nekih svojih filtrov, vzorcev, preko neke percepcije realnosti, ne, kako si se naučil, ali kako greš onkraj, ko greš kakšno meditacijo, kontemplacijo, ne, kot praviš, pa vidiš čisto drugače to realnost, ne, in je v bistvu ta iluzija, tančica se počasi razblinja, ne. Ja, in je lahko vse, ne. Mogoče naši odpori padajo, ne, mogoče to vse, kar se dogaja, da samo odpori do nekih preferenc, pa do neke trdnosti, realnosti, ne. In potem rata paradoks, ker je ta totalno človeški del tukaj, ne, in tam je tisto neznano, ne moreš nič o temu reči, ne, in hkrati infuzija v človeško tega in ves spekter. In mogoče potem samo še brez odpora, direktno, brez filtrov izkušaš to, kar je. To, kar v resnici je. Ogniti temu, kar je, ne. Ampak na koncu, ko se vse to razkraja in dekonstrukcija dela, na koncu je samo to, kar je, in to je to strašljivo včasih, ne. Lahko strašljivo, neznano, ne. Tako, neznano, in ljudje se včasih bojimo iti v neznano, ne. Radi smo od svojih dobe, ker je neznano, da se lahko česa vklenemo, ne. Tam se pa nimaš česa vkleniti več, ne. Ne. Tam je pa čisto novo, ne veš, kaj bo jutri, kaj bo ta drug trenutek, ne. Pa tudi občutek je neznan, ker dela življenje zaznano, ne, in imamo te koncepte vse v življenju, ne glede na to, ko so prosvetljeni, razsvetljeni, ne. In je zanimivo, koliko mislimo, da nam daje varnost ta ne. Tako da meni so v tem obdobju v bistvu koncepti razpadali, ne. In to je bila taka kar zanimiva izkušnja, ker gre naprej, potuješ skozi čez vse te, kakor temu rečemo, obraze realnosti, ne. Ampak na koncu je v bistvu celo koncept zavesti, praznine, vidiš, da je to spet en koncept, ne. In mogoče lahko potem kolapsiraš čisto direktno v to neznano, ne. In tudi zame je bil to experience, mogoče sem sebi dala eno tako dovoljenje, ne, da lahko pridem kot ta faceless face, torej vse predikate, da vse vzamem, ne. Zaradi tega, ker prav sem se spomnila, ne, recimo na študiju filozofije sem bila tako maks dobra študentka, ne, recimo
tam sem imela na koncu tam 9,5 povprečje, ampak ne, ta misel, ki je bila pa skozi v ozadju, ne, kdaj bojo razkrinkali, da nič ne vem. Tako sem se kot ena slepar, ker sem vedela, da to ni to vedenje, ne, nekaj ni bilo tam. In lahko mi sestavljamo vse te koncepte, jih, ne vem, dobro prezentiramo, ne, ampak to ni vedenje. In me niso razkrinkali. In potem sem naprej, čez študij, sem imela skozi ta občutek, kdaj bojo razkrinkali, da nič ne vem. In zdaj je tisto, nič mi ni treba In da vedeti. nič ne vem, ne, to je tisto. Nič mi ni treba biti, nič mi ni treba vedeti. In je tako svobodno to, ne. Ti v bistvu preko 15 let že, ne, prek spontanega prežarjanja telesa s kundalini energijo raziskuješ to transcendenco, ne, Ja, vse je bilo. imanenco pregiba plesa tudi, ne, neprestano zreš skrivnosti te realnosti, pričaš temu njenemu razpiranju, ne. Ja, predvsem zrem. Zreš, ne. Tako da sem prisotna s tem, kar je, in sem vsak pol misel mogoče, ne, da je to vedenje v izkušnjah, ne. In pol recimo nek ogromen spekter izkušenj dobiš, takih, drugačnih, transcendenčnih, in vidiš, da tudi v tem ni vedenje, ne. So samo izkušnje, ne. In je fajn, če lahko vse spustiš, ampak da vse pa lahko pride tako, kot pride. Tako simplicity, ne. God is simplicity, ne. Ja, ampak res prav tako brutalna enostavnost in nič več ne rabiš, ne nekaj delati, da bi percepcijo, ne vem, akceleriral, ne, da bi bilo nekaj drugače, nekaj bolj transcendenčno. Na koncu, ne vem, jagodo pojesti, totalna mistična izkušnja. Slišati ptiča, karkoli, ne. V bistvu se vse spremeni v nekaj tako direktnega, surovega. Vidiš božansko povsod, ne, potem in vsaki. Ja, pa še tega koncepta nimaš, ne. Še tega. Še to se vlušne. Tako da. Torej ta nedualnost, ne, mogoče poveva, ne, kakšno o tej nedualnosti, ne, ko vse odpade, ko ni ničesar, Ja, kar bi bilo v bistvu otipljivo, ne, ali pa umu nekako domače, ne. ja, veš, nedualnost, ne, to je recimo en pointer, ne, v tisto, kar je v ozadju nespremenljivo, lahko je to, se imenuje praznina, zavest, prisotnost, v bistvu karkoli, ne. In hkrati, ne, objeti to, kar je spremenljivo, ne, to mogoče tantra kot pristop naredi, ker vidi v bistvu, da je nerazdružljivo, ne, to, kar je v ozadju, a ne, in to potem, kar se giblje, ne, da sta to dve plati istega kovanca. In mene to bliži, ker sama sem tudi nekje spoštujem, totalno spoštujem, ne, čeprav je bilo težko se prebijati čez telo, ne, pa kaj na koncu sploh telo je, a ne. Ampak tako pošteno je, ne, da je vse, da nočemo samo tega nespremenljivega v ozadju, ne. In je rata mogoče najbolj zanimivo, kako prodirati v to, kar je spremenljivo in kako je infuzija sočasnosti potem obojega lahko, ne. Ja, in tudi, a veš, Dejan, nekje vsi ti pojmi, ne, ki so zame bili res pointerji in sem jih leta in leta raziskovala, ne, zdajle nedualnost, a veš, tako blank, ne. Ja, kaj to je? Zavest, blank, pa lahko, a veš, naredimo krasne koncepte, lahko, a veš, se premaknemo nekam, ampak kakor sem ti rekla, meni je v bistvu to zgolj odprtost, ne, to neznano, ne. In je tako hudo potem v nekem trenutku še definirati stvari, a ne. In je to, glej, kaj naj rečem, ne. In potem samo si in je vse okej. Samo življenje je, ne. Neki ravni Mogoče celo tako, ne. Ja. Življenje ima prostor, ne, in človeško, ne, tudi vse te stiske, jaz sem šla čez zdajle 1 leto čez had, ne. In sem videla, kakšno darilo je, ko ti življenje naredi, ker je res inteligenca življenja, en tak setup, da te čiste poribali, kako naj temu rečem, ne, na kolena te sprav, ne.
in prideš lahko do nekih stvari, kar rečeš, ok, umrl bom, ker sem le noter spustil, ker so toliko globoke stvari, a ne. In ko to narediš, ne, prideš nazaj do čiste nedolžnosti in se naredi ena alkimija, pa ne delaš, ne spustiš se noter za tega, da bi imel neko, da hočeš, da je nekaj pol boljš, ampak zgolj akt samega tega brezpogojnega, ok, grem sem noter in prosto padeš noter. In mene je bilo to tako darilo, Dejan, a veš, ugotovila sem eno stvar, vsaka stvar pripelje nazaj do čiste nedolžnosti, ne. In tako sem videla, ne, tako en flash je bil, ne, ker sem videla, da te stvari, ki so se, čez katere sem tudi šla v tem obdobju, ne, so bile tisto, kar je zgradilo potem mojo strategijo življenja, ne. In sem šla potem čez do nedolžnosti in potem sem pomislila, pa saj ista pot nazaj, ne. Iz nedolžnosti gremo v neko strditev, imamo svoje strategije v life, težko prenašamo to človeško, ki je tako kaotično in skozi mislimo, da moramo nekaj biti, nekaj vedeti, nekaj ne vem kva, ne. In potem, ko se začne to razgrajevati, gremo isto na nek način lahko, ne, tako je bila moja izkušnja, čez bolečino spet nazaj v nedolžnost, rodimo se spet v nedolžnost, ne, da imamo spet te, a veš, ta občutek je, da ostane samo take široko odprte oči otroka, ne, in gleda, ne. In take imaš zdaj oči. A imam, Ja. lepo, čuti, take imam najrajši. Ja, Tako da se jih ne delamo, ne, Nedolžnost, ampak ja, Ta prav ta nedolžnost, široko odprte oči, ne, Wow. in gledaš, ne, in zreš Tako izreš. in si to prisoten, ne. realnost In si prisoten. To je to potem, ja. Odlično. Bova midva nadaljevala po Daj. kratkem predahu. Ja. Tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Z menoj nocoj krasna gostja, dr. Vesna Vilar, ki tudi piše poezijo. Ja, Vesna, bi nam mogoče kaj prebrala za naše gledalke in gledalce? Z veseljem. Poezija mi je en tak lep jezik, v bistvu veliko več pove, mogoče, kakor o teh stvareh, ki se pogovarjava, ne, kakor neka racionalna misel, zato ker lahko vtke toliko več, ne, tega nedoumljivega noter, ne. In jaz sem v poezijo nekje, ko je bila neka res močna izkušnja, realizacija, karkoli, sem lahko samo v poezijo to prelila, ne, in sem tako srečna, ne, zato ker veš, odpihne stvari, ne, in tudi čas pa te stvari malo drugače to tudi dojemaš, ampak je v poeziji to utkano noter, ne. In mogoče bi začela, tale mi je to kljuba, ne, sem rekla, evo, tole bi rada imela na svojmu nagrobniku, a ne. Super. Z naslovom I am a fool, torej sem norec, ne. Britanski Moram norec. še to povedati, da nekje mi je lažje celo v ne vem, zakaj mi je lažje v angleščini pisati, mogoče zaradi tega, ker je manj racionalen jezik celo. Sem prav razmišljala, zakaj mi v angleščini to prihaja, ampak je slovenščina je zelo eksaktna, ne, je tak zelo tudi racionalen, precizen jezik, ne. Angleščina je malo bolj šlampasta, ne, na nek način jo tako dojemam in se mi zdi, da sem še več tega neracionalnega lahko vtkala noter, ne. Tako da imam pa tudi eno slovensko pesem, Super. bi pri I am a fool samo ta zadnjo kitico povedala, prebrala, ker je nekje tako lepo izražen tisto, kar mogoče težko drugače povem, ne, torej. I am a fool, nobody and nothing, but rich beyond the words, standing firmly on the ground as a zero in the gravity. Wow. Tako da s tem se Ful lepo. konča tale norec, a ne. Ale norec, ne, ki je v bistvu to je Ja. tisto, ne, ke bolj, ke greš, ne, v smeri te, bomo rekli, dekonstrukcije iluzije ali pa nekega razsvetljenja, osvoboditve, kakorkoli že, ne, Ja. teh konceptov, ne, bolj si čuden za ta svet, bolj si nor in je to v Ja. bistvu okej, a ne, in fajn, da to sprejmeš in da si tak, ke si. Ja, nimaš, riskiraš, ne. Tako res. A veš, tudi Da te bodo obsojali, da te bodo ne vem kva, ampak pač. mogoče kapaciteta za ranljivost, ne, ker tudi, a veš, jaz sem tudi zdajle prišla se izpostaviti kot nobody, ne. In to je skrajna ranljivost, ne, iz
tega vidika, ne, človeškega, ne. Ampak je tako fajn, ne, ker v bistvu ugotoviš, vsak je samo to, kar je. In sprejeti, da je vsak samo to, kar je, in če, a veš, se enkrat stvari lahko tudi tako razgradijo, da čutiš to, da si lahko norec, praznina, karkoli, ne, si to, ampak ni treba tudi, več ali manj niti ni potreba o tem govoriti, ne, tako da niso to novi koncepti, ki jih narediš, ampak si samo to, kar je, ne. In ja, evo, tukaj imava pa sveti pepel. Ja, sestra moja, brat moj, tukaj smo, da smo toliko lepote, toliko ljubezni in ta sijoči žarek svetlobe. Spomni se, kdo je tvoj ljubljeni, ki te čaka v srcu, da sreča oči nedolžnosti. Čez te oči se bosta prepoznala, en pogled bo dovolj, da vajin ogenj ljubezni použije celo stvarstvo. In potem boš kot božanski norec plesal po mahu in objemal drevesa. Na tvojih prstih bodo počivali kačji pastirji in kanje prepletale srebrne misli, ki bodo molile k njemu in z dragulji posipale nebo. Sestra moja, brat moj, tam se srečava tudi midva. Ko se bova gledala, ne bova vedela, kdo je jaz in kdo je ti. V tem sijočem polju prisotnosti bosta najini srci goreli. Postajala bova sveti pepel, ki si ga bo ljubljeni izrisal na svoje čelo. Wow. Sveti pepel. Postajamo sveti pepel. To je dekonstrukcija. To je to, ne? Ja. In si potem ljubljeni to izriše na svoje čelo. Noro. Smo, ja. To si dobila v meditaciji, kontemplaciji, kako je to? Kako dobiš ta navdih? Kako to pride? A veš, tukaj pri tej pesmi se spomnim, sem poslušala eno glasbo, ki mi je čisto odprla srce. In je zanimivo, potem pesmi se zlijajo, ne, ko se nekaj zgodi, ne, se pesem dobesedno zlije, praktično nič ne popravljam, ne, dobesedno se zlije čez mene, ne. In je to samo v bistvu ta svetloba tega trenutka, ki se zabeleži in ne vem, kako sploh pridejo te besede. Res ista stvar je, ne vem kako, ampak je kot en paket energije, v bistvu te izkušnje, ne, ta izkušnja, vsaka izkušnja ima, ali pa neizkušnja, ne, ima svojo energijo, ne, in se samo izlije. In je pol tako lepo, ker si rečeš, za sabo prebereš, rečeš, wow, ne, ker čutiš to energijo noter, ne, meni je pomembno, da čutim to energijo noter, ne. In mene vedno znova enak nagovori, ker ni nekako moja, ne, v tem smislu, da bi zdaj gruntala, kaj bom napisala, ampak je samo ena taka zabeležba, ne, v bistvu enega energijskega paketa ali kakorkoli, ne, ali pa odprtja, ne. Novega odprtja, ne, Ja. novih dimenzij, nivojev spet, ne. Ja, jih je Mavrica. Ja. Mavrica in ja, vsi naenkrat. Vsi naenkrat pridejo. Vsi so naenkrat, ne. Ja, ja, istočasno, ne. Istočasno, veš, to je ta paradoks, ne. To je. In je prostor, ne, potem. Saj to je ta kvantna superpozicija pravi, ne, en delček je lahko na 3000 lokacijah, recimo istočasno, Ja. so tako znanstveniki Ja. pokazali, ne. Ja. In to je očitno res, ker se v duhovnih energijah se Ja. to kaže, ne. Ja, in je tudi In da je vse povezano, ne. vse je povezano in, a veš, mi usmerjamo, imamo pozornost, ne, in ta pozornost je tako nam pok odpira okna, ne, in tukaj pogledamo ven, pa tukaj pogledamo ven, ne, lahko tudi pozornost sama kolapsira, celo to, ali pa se čisto razprostre, ampak v resnici pozornost edino orodje, ki ga imamo, ne. Tam se odpre okno, ne, in ta zavest želi gledati čez vsa možna okna, ne, in zaradi tega rečeš welcome, ne,
naj se odpirajo okna in okna in okna, ne, ker jih je neskončno, ne. In naj ta zavest gleda ven in se doživlja čez hroščka, čez človeka, čez karkoli in te neskončne percepcije, ki jih ima človek lahko, ne. Ja, veš. Čisto noro, ne. Ja, noro, ja. Tako tisto. To življenje, ne. Je kar tako, ko eksplodira to celo vesolje, ne, in ko kolapsirajo, potem tudi pol vidiš, da pri tem, recimo, koncepti, ne, ko jih preveč daš čez, ne, jaz sem dala neskončno konceptov sistemov, sama sem delala sisteme, ne, in v eni fazi izgubijo smisel in vidiš, da so nesmiselni, ne. Jaz sem se učila, recimo, ko je bila faza, mislim, ko je bilo veliko izpraznjenje, ko sem vstopila v to praznino, ne, ko je vstopila. Problem je malo s tem jezikom, ampak takrat sem ugotovila, da sem imela subtilen koncept o praznini, ki mi je determiniral izkušnjo praznine celo. In je bilo nekaj negativnega, nekaj je bilo odkanega, tako eno rahlo razočaranje skoraj, ne, in je bilo v tem mojemu konceptu praznine, ne, skratka, determiniralo mi je celo izkušnjo, pa je bila prazna, ampak je bil en subtilen layer čez, ne. In zaradi tega sem videla, koliko je nevarno, ne, delati s česarkoli potem, kako nam definirajo magnitudo celo izkušnje, ne. In zaradi tega je mogoče pol v nekem trenutku iščeš, ne, čez vse te pointerje, praznina, zavest, karkoli, ne, pač tisto, kar se ti že odpira, ne, ampak v nekem trenutku rata celo to cokla, ne, in odvržeš, mislim, vse odpade, ne, niti tako, da bi odvrgel, ampak... Tehnike rabiš, dokler jih rabiš, ko jih ne rabiš, jih pol odvržeš, ne. Morda res tako, ja, da je smiselno, ja. Da ima vse v bistvu nek svoj namen, a ne. Točno tako. Ko te pripelje do nekega nivoja, ne, pač te verjetno pač pripelje in to je domet tega orodja, potem pa greš še globi, ne. Recimo, ne, kamorkoli že, ne. Kamorkoli že, ne. Ja. Pač vsak to nekako na svoj način doživlja. Si samo pač tukaj, ne. Ali pa te sploh ni. Ali pa te sploh ni. Meni. Meni, a ne. O meni, ne. Sem prebral naslednji stan. O, ne, ni. Ta je bila taka odrešilna, veš. Odrešilna, me sploh ni, lej, samo zvor, kakorkoli. Je vse skupaj, ne. Ja, se te globe duhovne izkušnje, ne. Ja. Ko dejansko razpadaš, ne. Ja, pa niti niso globe duhovne, a veš, jaz temu niti več ne rečem. Karkoli že. Ja, sej, a veš, toliko je problematično, ne, ker jih hočemo spet nekam to postaviti, ne. To naš hoče spredaljiti. Ja, a veš, neki globi, neki manj globi, whatever, res whatever, ne. Ja, odlično, bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje, Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije z dr. Vesno Vilar. Ja, Vesna se res veliko ukvarja tudi z telesom in preko telesa v bistvu spoznava, ne, to neskončno ljubljenje, kot pravi, med manifestiranim in nemanifestiranim. Ja, Vesna, kakšna beseda na to temo? Ja. Moja pot je bila zelo vezana v bistvu na to skrivnost telesa, ne. Zaradi tega, ker so se mi stvari dogajale en zelo dolg čas, ne, zelo na telesnem, pa ne gre samo za fizično telo, ne. Jaz pravim, da na koncu je tudi praznina je telo, ne, vse je telo, ne, v bistvu vse je telo, ne. Zdaj samo vprašanje, kako ga zaznavamo. In tudi realizacije določene, ne, lahko sem jih zaznavala, kako se čez centre, ki se odpirajo, ne, dogajajo, ne. In recimo glava, ne, ta praznina glave je na nek način kot to jasnina, kristalnost, čista zavest, čisti ne, je v bistvu tako skoraj kot ta prostor, ne, ki je zasije, ne. Fantastično je potem odpiranje srca, ne. Jaz tukajle se je dogajalo, mislim, tako presenečenje na presenečenje, ne. Eno je odpreti srce, ne, pol se je odprl zadnji srčni center, ne, in to je bilo nekaj najlepšega. Odpiranje srca je
najbolj romantična faza, se mi zdi. Imaš tudi neke delavnice, sem videl, ne, na spletni Tudi strani. smo delali, ne, se pravim, zdajle sem šla čisto v svojo, sem se umaknila v resnici za skoraj 1 let, ne, kar sem delala sem s tabo, tako da svaka ti čast, Hvala. da si me zbezal. Aktiviral. In pol je še ta hridajam, ta duhovno srce, ne. Vse ti okusi so se odpirali prek srca, ne. Čez trebuh se pol praznina, sem čutila, ne, kako seda sem in je v bistvu kot prostor, te Zenovci imajo, mislim, da krasen izraz, kako imajo že, silent mountain ali unmoving mountain, nekaj v tem smislu, ko se čutiš res kot gora, tišine, praznine, ne. Pol ekstatična energija, čista energija življenja, ki v bistvu dela infuzijo čez cel telo in čutiš, kako potuje in je bilo ogromno enega obdobja z blaženostjo, ekstazo. In potem vse lahko v nekem trenutku kolapsira in gre v črno luknjo, tudi to sem doživela, ko v bistvu ne ostane niti zavesta, ne. In dobesedno se je odprla črna luknja, mislim, glej, to je tako neopisljivo, ampak zanimivo, da je šlo prek telesa pri meni ogromno in sem res potem tudi delala, tudi ples, kako dobiti ta občutek za prostranost telesa, ne. S tem, da sem mogla v tem, pa mistična senzorika, ne, s tem sem se v bistvu ukvarjala, kako senzor za praznino, senzor za zavest, senzor za prezenco. To so vse neki senzori, ne, ki jih lahko razvijamo, okušamo, ne. In zdaj v tem obdobju sem se mogla celo temu odpovedati, je v bistvu celo to kolapsiralo, ne, ker jaz sem imela, stala sem za tem zemljevidom, ne, in lahko sem usmerila pozornost, a veš kaj je hec, to sem pomislila, da problem sistemov ni to, da ne delujejo, ne, ampak je to, da delujejo. Zaradi tega, ker z vsakim sistemom ti v bistvu vstopaš v neki, ne, pozornost, ko jo nekam usmeraš, tam se dejansko odpira, ne, in v bistvu, se pravi, to je naše edino orodje. Ampak vsak sistem pa hkrati omeji cel spekter, ne, in je potem tako, kot da ti vse reference, vsak sistem kolapsira in propade, zaradi tega, ker še toliko širok sistem rata preozek in v bistvu potem sam tako in gre vse. In sem se na nek način je odpadal, ne, a veš, kot da je to nekaj, tako ena taka, tako zrelost vseh mojih izkušenj je bilo to, kar sem naredila, ta mistična senzorika in obrazi realnosti prek telesa in prek vsega tega možnega, ne. In se mi je zdelo tako, wow, sem naredila tako, a veš, stalo mi je vse in še vedno stoji, ne. Ampak celo to mi je postalo preozko in je moglo vse iti. In zaradi tega tudi pravim, a veš, jaz ne vem, kaj bo zdajle, ne. V bistvu samo te široke oči otroka in ta neposrednost, ta surovost, ne, vsega, kar je ostala. In, a veš, bo že life nekaj, ne, saj naprej, ja, saj naprej delam stvari in, glej, tako, tudi duhovnost ne vem več, kaj je, ne. Ja, saj to, ne. Tako da pojma nimam, ne. Ker se vse zruši, vsi koncepti, vse, kar smo verjeli, vedeli, Kot da prebrali, ja, v nekih tradicijah duhovnih, ne vem kaj vse, ne, so nas šopali z nekimi resnicami kvazi, ne, kaj, ne saj vemo. so, ne. Saj so, ne. So, ampak, a veš, vprašanje, Kaj je res kaj je za dokončno? tistega, ki jih je izrazil prvič, ne, pa kaj je to za nas, ne. Ja. A veš, in potem ponavadi naredimo v vseh teh duhovnih stvarih spet nova, ne vem, oprijemališča, ne, in potem mislimo, da vemo, da je tam resnica in je, ne, za tisto obdobje. Za tisto, ja, ko si v tej energiji, Ampak je to zate resnica. In to je za resnica, ne. a ne, in verjetno pa, ko mi, tako kot praviš, se razgrajujemo, ko se Ja. dekonstruiramo, ne, teh iluzij imamo skozi eno novo resnico, ne. Ja, dokler cel koncept resnice Tako, gre, a veš, to ne odpade, ne. ga ni škoda. Ja, ne že odpade, jaz rečem. Ja, odpade, ja. Dosti je bilo teh iluzij. Tako trpljenja, je, dosti resnic. reciklaž, Ja, ne vem kaj res vse, je ne to. da se mi več. A veš, samo povabilo vsakmu človeku, vsak hoče uideti Ja, od tega, kar je tukaj. ja, In moje povabilo zdaj, ne, je samo poglejmo, resnica. kaj je tukaj. Če je dolg čas
v dolg čas noter, ne. Če je, a veš, ne vem, bolečina, v bolečino noter, ne, ker to je tukaj. In to je zdajle live, živ je. In ima pravico, a že ena pesem od Rume je bila, ne, kako je že, sem kot hiša gostov, ne. Vse ima pravico vstopati, ne. Strah, ne vem, karkoli, ne. Sprejmi vse. Sprejmi vse, ne. In je tako fajn, ne. Sufijski mistiki so kar bili, ne, za tisti čas. Ja, so, mislim, za kjerkoli čas, ne. Ja, itak. Ja. Tako da to je na nek način na koncu lahko sprejmeš vse goste, ne. Vse jokajoče otroke noter, ne, te kontrakcije, ne, ki kričijo tukaj sem, ne. Ne, mi gremo pa v vse pozitivne misli sam, da tega ne srečamo, ne. Bog ne da iti tudi tamo, eni se bojijo. Ja, seveda, zaradi tega. Ja, ka boli, ne. Tam vsi bi se temu ognili, ne. Naj gre ta kelik mimo mene, Ja, pa ne ja. gre. Ne gre, ne. Tako da, ja, lej. To je noro, ne, koliko smo res popolna bitja, ne. Ja. Božanska bitja, ne. Popolna ekspresija življenja smo, ne. Ja. V vsem spektru življenja je vse. In vsaka stvar je popolna. Ali je to bolečina, tema, ali so to najbolj ekstatična stanja, ali pa nič, ne. Tako da Kako ti je. torej doživljaš to, kar pravijo eni svetloba, tema, pa se ločujemo, pa ne. Kako ti vidiš Boga v vsem, recimo, to me zanima, ne. Mislim, verjetno itak ne ločuješ, ne, dobro, slabo, to itak je dualnost, to nima veze, ne. Pa kako doživljaš to temo, ne. Pa vse slabo, kar se dogaja še vedno na zemlji, pa vojne, pa ono, pač kje smo, kako smo s tem, ne, mislim. Tako vprašanje. A veš, je neka borba, ne, te stvari sprejeti, ne, to je ta borba, ne. A veš, da življenje je vse to, ne. Ja. Ker mi vsi sanjamo v neki zlati dobi, kako bomo tam pa vsi objeti Ja, in super presvetljeni, ne. Ja. Ampak izziv je, a veš, še vedno vse boli. To ni to, da ne boli več, ne. Ampak boli. In to je to. Vidiš tako drugačno neumnost, ne, ampak to je, a veš, to življenje je polno nevednosti. In veš, da je za vsako nevednostjo, za vsako stvarjo je nedolžnost in mogoče potem tukaj ena, lahko vidiš, ne, hkrati z nedolžnosti, hkrati se učiš postavljati meje, hkrati se učiš sprejemati, hkrati se učiš čutiti vso to bolečino, vse to. A veš? Vse to. Vse to, ne. Oprostiti, ne, temu Bogu, ne, da je vse to. A veš? A se on res okuša preko teh različnosti, ne, nekaj Ja. kao nasprotja, on okuša tudi samega sebe na neki ravni. Samo samega sebe. A veš, nas ni. In v bistvu samo to okuša čez vse organe zavesti samega sebe. Mi smo oči Boga, mi smo ušesa Boga. Boga, ne, se veva, pač to je en Koncept, ja. koncept, pointer, karkoli, a veš, ne. Ja, whatever. Samo to smo, ne. To božansko, ali karkoli spet temu rečeš, ne, uporablja vsako posodo, od vsakega komarja, od vsakega, ne vem, karkoli, da samo okuša samega sebe v luksuzu ločenosti, navidezne ločenosti, ne. Te valovčki po morju in je to tako, wow, magnituda tega, ne, a veš, magnituda vseh oken, ne. Mi smo vsi en tak val na tem oceanu božanskosti. Ja, in hkrati isti ocean, Tako. saj to je znana prispodoba, ampak je dobra, Ta kapljica, Dobra je. kako že ta kaplji. ki se vrne potem v morje nazaj, ne, ampak bolj smo val, ne, tako da. Val. Ja. Tako. In potem Se pojavi in gledamo, izgine, ne, in se gledamo. pojavi in zgine, ne. Ja, In to je noro, ne. ja. Wow, Ja. kjer globine, ne. Ja, je tako, res je to, ne moreš razumeti. Je pa, ja, Z Lahko umom pa- težko opisljivo, ne. ja, Mogoče tle lahko pa preberem. doživiš, ne. Lahko Kar doživiš, ja, še preberem, pa imava potem zaključen del, ne, jaz bi še 3 ure, ne, s tabo tle, ne, ampak ja, žal, samo pol ure nama dajo. Ja, se v redu. Torej, na tem potovanju se vračam le tja, od koder sem prišla. In potem se spet vračam sem. Le da ugotavljam, da je tja
in sem eno in isto, ki večno soobstaja v vsem razponu možnega. Mogoče še lepo kakšna... zapisala. Ja, lepo si napisala, res tako me je prosto dotaknila. Ja. Kakšna beseda, pa mogoče eno poezijo dava še za konec. Veš, da beseda ne pride. In je mogoče beseda to, da je tišina lepa. Da se jo ni treba bati. Ja. Pa eno pesem praviš. Pa dejva, ne? Še za zaključek. Čakaj. To je malo dolga, ne bi prav dolga, ja. A Statue of Eternity. Wow. Kip večnosti. Tako približen, ko se vse ustavi, ustaviti se moramo, ne. Raindrops falling inside vastness of my body, as silver strings infused with delight. Everything is at great pause, a statue of eternity. Only the heart can comprehend stillness in frog's mantra, supreme rest in fluffy branches kissing the air, and velvet warmth of the ray penetrating through a crevice of the limitless face. Everything is at great pause, a statue of eternity. Everything is Buddha and body of the Bodhi tree. Hvala. Hvala. Hvala, draga Vesna, za obisk v našem studiu. Hvala za vse, kar si, za vse tvoje globine, pa se vidva kmalu. Hvala tebi, Dejan. hvala. Srčna hvala. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije, in se gledamo prihodnjič.